V Mariboru otrokom že vrsto let brezplačen prostor za igro, druženje, sklepanje novih prijateljstev in nepozabna doživetja ponuja doživljajsko igrišče, ki deluje pod okriljem Zavoda Igrišče Maribor. Po pomenu takšnega prostora za najmlajše in o poletnem dogajanju pa bomo govorili z vodjo doživljajskega igrišča Nino Raševec. Lepo pozdravljena. Zdravo. Mogoče za začetek, kako bi nekako najprej opisali samo doživljajsko igrišče? Igrišče je varen, ograjen prostor v gozdu, ki omogoča neskončno priložnosti za igro, namenjeno predvsem otrokom v starostni skupini od 6 do 18. In za njih so postavljene, igralne strukture pa priložnosti, ki jih lahko uporabijo za igranje. Seveda so pa dobrodošli tudi malčki in družine in starši. Za njih imamo, bom rekla, 1/3 prostora, ki smo ga ravno v letošnji pomladi do prejšnjega tedna prenavljali. Zdaj pa je gotov. Kako pa bi nekako opisali, o čem se razlikuje od ostalih igrišč? Doživljajsko igrišče v Malem Betnavskem gozdu je edino svoje vrste v Sloveniji. Je precej velika razlika. Ostala igrišča, kot jih poznamo, otroška igrišča, so namenjena predvsem otrokom do nekje 5., 6. leta starosti in družinam. Po 5., 6. letu se pa začne močna potreba po ustvarjanju. In klasična igrišča na to potrebo ne odgovarjajo, ker je recimo tudi uničevanje je ena vrsta ustvarjanja in klasična igrišča ponujajo samo to. Doživljajska igrišča pa ponujajo orodja in materiale in to svobodo, da lahko otroci preoblikujejo, da lahko postavijo svoje, da si ustvarjajo svoje igralne svetove glede na trenutno počutje oziroma trenutno potrebo. Zato pravimo, da je ravno ta starostna skupina, za katero je doživljajsko igrišče, njim namenjeno, da lahko ravno te stvari počnejo, da si najdejo tisto zadovoljstvo oziroma tiste odgovor na potrebe, pa če to pomeni uničiti eno strukturico, ki si jo sam naredil, ali pa če to pomeni skopati luknjo nekje. Te stvari omogočajo doživljajska igrišča. Pravzaprav torej otroci niso le obiskovalci, ampak nekako so ustvarjajo samo dogajanje. V bistvu, katere igre se lahko doživijo v doživljajskem igrišču? Kaj se ponuja? Grejo recimo glede na razvoj otroka. Malčki, predvsem njim je namenjen ta del za peskovnik, packalnik, predvsem zdaj so recimo, ker je vročina, potrebne igre z vodo. Pomeni blato in kuhanje. Največ, bom rekla, je poudarka na raznih gibalnih igrah, ker to otroci rabijo. Po tem strukturiranem načinu življenja, ki ga imamo danes, ker je otrok delegiran od jutra do večera, rabi svobodo, da lahko sam izbere, kaj bo počel. In da nima omejitev, naprimer takšnih, da ne smeš biti umazan. Doživljajsko igrišče ponuja umazane otroke. V bistvu pogosto starši tudi rečejo, da umazani otroci so nekako srečni otroci. Ja, res. In sem vesela, da takšne družine obiskujejo doživljajsko igrišče, ker vsi imamo danes pralni stroj doma. In je recimo čista anekdota enega fantka, ki je prvič bil pri nas na doživljajskem igrišču in ni želel domov in se je cel dan igral v packalniku. Packalnik rečemo peskovniku, kjer je voda noter. Je bil umazan do ušes, seveda, pa moker tudi. In je rekel, to je bil moj najboljši dan v življenju. Zakaj pa je bilo tako posebnega? Ker sem lahko umazan. Ne take, rekla, zelo enostavne ali pa samoumevne stvari otrokom marsikaj pomenijo. In sem vesela, ko opazujem starše, ki dajajo otrokom priložnost, da so lahko umazani, da se lahko po komolcih, pa po kolenih potolčejo, ker en Hansaplast reši težavo. Gre pa vseeno v vsakem primeru za učenje življenja. Zdaj, tudi letos boste sodelovali v okviru festivala Lent. Ja. Že drugo leto zapored. Kaj pripravljate?
V resnici zelo smo hvaležni, da lahko sodelujemo. Lani je bilo prvič, da je festival Lent prišel tudi na desni breg Drave in so organizatorji bili zadovoljni z načinom in potekom, kako je to potekalo pri nas. In so se odločili tudi letos ponoviti in pripravljajo 3 predstave v sodelovanju z uličnim gledališčem Ane Monro, ki bodo potekale v Malem Petnavskem gozdu v parku pred doživljajskim igriščem. Doživljajsko igrišče bo pa ponujalo igro v vseh možnih oblikah. Drugače tudi skozi leto pripravljate številne dogodke, od predstav in tako dalje. Mogoče par besed o tem? Ja, radi se odzivamo na, bom rekla, najprej potrebe otrok, ki jih zanimajo različne stvari in tudi kompenziramo, če nekaj mi nimamo v ponudbi, recimo, ne vem, literarnega udejstvovanja, potem to nadomeščamo, bom rekla, na način, da organiziramo dogodke. Smo veseli, da imamo letos v sezoni priložnost sodelovati z 2 čudovitima pravljičarkama, ki pripravljata pravljične popoldneve vsak prvi torek, pa vsako 3. sredo v mesecu. Vse dogodke napovedujemo na naši Facebook strani, ker žal je naša spletna stran še vedno v izdelavi, da lahko gledalci tam spremljajo, kaj so aktualni dogodki. Predvsem pa igrišče, doživljajsko igrišče je namenjeno otrokom in družinam, ki živijo v okolici. Je naš, bom rekla, največji, glavni kanal za sporočanje oziroma da povabimo na dogodke, oglasna deska pred vhodnimi vrati. Zdaj letos tudi ponujate počitniško varstvo za otroke in mesta so bila kar hitro zapolnjena. Pa mogoče par besed tudi o tem. Lani so Ministrstvo za socialne zadeve, družino, Direktorat za družino so prvič pilotni projekt ponudili, da smo lahko kandidirali na razpisu in smo bili uspešni in smo zelo veseli, da smo lahko odgovorili družinam, ki že vrsto let poslušamo stiske, predvsem staršev, kam z malčki, kam z 6-letnikom, ki je končal 1. razred. Redko kateri starš ima 2 meseca dopusta lahko, ne? In tisti, ki nimajo te sreče, da bi lahko babice, tete, strici čuvali otroke, da niso sami doma, plus delovnik staršev se je podaljšal in ni več varstva samo do 2, ne? Ampak je potreba po varstvu predvsem 1. triade šolskih otrok. In smo zelo veseli, da lahko to ponudimo. Hvala ministrstvu in hvala družinam za zaupanje. In res je, Maribor ima manjko ponudbe počitniškega varstva, tudi tržnih programov je premalo za toliko otrok, ki jih je v Mariboru. Da se nam je že drugo leto zgodilo, da takoj po javni objavi smo imeli v 4 urah vsa mesta polna. 112 otrok bo pri nas čez počitnice. Tedni počitniškega varstva potekajo, bom rekla, zelo igrivo. Varstvo poteka na doživljajskem igrišču z izleti, ne vem, v botanični vrt ali pa na Pohorje. Pa odvisno od izvajalskega para, ki vsako skupino prevzameta 2 mentorja, ki oblikujeta program. Glede na ponedeljkov, rekla v ponedeljek se skupina spozna in glede na želje in potrebe otrok prilagodijo tedenski program, ki se pa dogaja na doživljajskem igrišču z izleti v okolico, ampak tako, da so aktivnosti prilagojene otrokom, ki so v tisti teden v skupini. Smo zelo veseli, da to lahko. Za v bistvu takšen odziv in tako hitro zapolnjena mesta res potrdijo, da delate nekaj dobro in da se otroci pri vas res dobro počutijo. Ja. Kaj pa je tisto nekako, kar si še v doživljajskem igrišču želite? Hiško bi radi imeli. To so sanje. Sanje, ampak že vrsto let si želimo objekt, ki bi omogočal nemoteno delovanje tudi v zimskem času, v deževnih dneh, predvsem dni, ki je več dni zapored deževje. Sicer otroško igrišče je odprto v vseh vremenskih pogojih, tudi po zimi, ampak lahko bi dosti več ponudili, če bi imeli en pokrit objekt ogrevan za po zimi.
In to so naše sanje in ambicije za prihodnost. Če bi plačal palčka ali pa nekdo, ki bi mi hiško podaril. Kaj pa bi nekako sporočili družinam, ki še doživljajskega igrišča ne spoznajo? Mislim, ne poznajo. Vsem otrokom in staršem želim, da bi imeli takšne priložnosti, kot jih imajo otroci, ki živijo v okolici doživljajskega igrišča. Sporočila družinam, da ni tako zelo zahtevno. Vsako dvorišče med bloki je primeren prostor za doživljajsko igrišče in povabim vse, ki bi jih zanimalo postavljati več doživljajskih igrišč po Mariboru, lahko kadarkoli kontaktirajo. Smo pripravljeni pomagati vsem, ki bi jih zanimalo, ali na svojih dvoriščih, ali pa organizirati v javnih prostorih več doživljajskih igrišč. Zdaj, doživljajsko igrišče v bistvu deluje že kar nekaj let, 16, če se ne motim. Kako se je skozi ta leta razvijalo? Ja, letos 12. septembra praznujemo 16. rojstni dan. V 16 letih se je rekla, zato ravno, ker je doživljajsko igrišče odgovor na potrebe tistih, ki ga obiskujejo. Vsako doživljajsko igrišče, to je ta razlika med igrišči, ne? In se potem spreminja glede na obiskovalce. Pred 16 leti otroci, ki so obiskovali doživljajsko igrišče, so danes že 3 pridejo s svojimi otročki. Hočem povedati, tiste stvari, ki trenutno zanimajo obiskovalce doživljajskega igrišča, na to odgovarjamo. Zato tudi smo zdaj po 15 letih prenovili celoten del za najmlajše uporabnike. Recimo pred 16 leti je bilo več otrok starejših od 6, obiskovalcev. Zdaj pa je več mladih družin. In smo zato odgovorili na to, da smo povečali del, ki je namenjen mladim družinam, pa malčkom. Del, ki je za starejše otroke, je še vedno nemoten. Tudi aktivnosti recimo bolj prilagajamo, da je več ponudbe za tiste najmlajše. Pa za starše smo tudi poskrbeli pred kratkim, da smo postavili kotiček za starše, ki ga prej nismo imeli. Da upam, da so starši zadovoljni, da lahko v miru sproščeno v senci dreves klepetajo, medtem ko se otroci igrajo. Odlično, hvala vam, da ste bili z nami. Hvala za povabilo.